Zašli smo že v pozno pomlad in čedalje pogostejši so dnevi, ko namesto sonca iščemo blagodejno senco. Da pa nam ne bo prevroče po zimi, ko bomo dobili položnice za ogrevanje, je morda ravno zdaj čas za razmislek tudi o tem, kako se bomo ogrevali v hladnejših mesecih. Infrardeče ogrevanje je na slovenskem trgu razmeroma mlad način ogrevanja, vendar je pri uporabnikih vedno bolj priljubljeno. Je varčno, okolju prijazno, poleg tega so grelni paneli lahko prava paša za oči. Gospod Babič, za katere objekte bi svetovali ogrevanje z IR paneli? V bistvu svetoval bi za vse objekte. Najprej seveda tudi za starejše zgradbe, tam ni potrebno nekih posebne inštalacije, veliko hitrejša montaža, potem nekih posebnih razkopavanj, potem vikende lahko tudi v bistvu nadaljavo upravljaš preko Wi-Fi-ja, potem recimo večje objekte, bloke, potem zdravstvene domove, pa tudi več stanovanjske objekte kot bloke, tudi starejše ali novejše. Družinske hiše, ki se ogrevajo z infrardečimi paneli, ne potrebujejo kotlovnice in dimnika. Gospodinjstvo nima stroškov s servisom ogrevalnega sistema in dimnikarskimi storitvami. Z investicijo v sončno elektrarno pa hiša postane samooskrbna. Torej tudi večstanovanjske objekte lahko ogrevamo z IR paneli, ampak kako v tem primeru uravnavamo temperaturo v posameznih stanovanjih? V bistvu vsako stanovanje se posamezno uravnava. Z IR regulatorom lahko uravnavate in temperaturo, tudi časovno, potem lahko nastavite, lahko omejite toploto, lahko gledate porabo vsake sobe posebej, tudi vsak družinski član lahko za vsako sobo posebej se nastavi temperaturo. V Radencih je zrasel energijsko samooskrbni stanovanjski blok, ki je tudi prvi tovrstni večstanovanjski objekt v tem delu Slovenije. Streha bloka je opremljena s fotovoltaičnimi moduli, ki proizvajajo električno energijo, stanovanja pa se ogrevajo z infrardečimi paneli. Kupci stanovanj so postali solastniki fotovoltaične elektrarne in sicer v sorazmernem deležu glede na kvadraturo stanovanja. Ko smo kupovali to parcelo, prečudovito, z razgledom na Cerkvico in zelenim delom Radenc, smo pač upoštevali predvsem tudi vidik umestitve vseh najsodobnejših ogrevalnih sistemov. V primeru, da bi vgrajevali toplotne črpalke, bi nam vzelo to kar nekaj prostora v kopalnici in zunaj enoto na balkonu, kar je vseeno mislimo moteče za kupce. Tudi stroški vzdrževanja so pravzaprav pri tej kombinaciji zanemarljivi ali ničelni. Paneli imajo celo do 12 let garancije, ne potrebujejo dobenega vzdrževanja, vsaka soba ima svojo regulacijo. Na strehi pa oskrbnik skrbi za vzdrževanje elektrarne, ki tudi zagotavlja delovanje vsaj 25 do 30 let. Pri načrtovanju izvedbe je nas vodilo, da pač želimo našim strankam omogočiti čim višjo kvaliteto bivanja in čim manjše stroške vzdrževanja. Pri izvedbi naših instalacij smo prihranili tudi bi rekel, prostor, kjer je bila predvidena kotlovnica, odpadli so vsi dimniki in tudi možnostjo nekih požarov in neprijetnih situacij odpade. V našem konkretnem primeru ugotavljamo, da je glede na letno porabo projekcija, kolikor bi stranka plačala stroške, cirka 150 evrov na letnem nivoju. Ker pa je pač solastnica tudi proizvodnje električne energije s pomočjo električnih sončnih panelov, bo ta strošek ničelen. In seveda vprašanje, ki je večno, ali je IR sevanje varno? Seveda je varno. IR toplota vsi ljudje oddajamo nekje 200 do 300 vatov. Recimo povečamo infrardečo toploto, če naredimo to. Recimo, to se avtomatsko poveča toplota, infrardeča toplota. Inkubatorji morajo biti na IR toploto, zato ker je v bistvu najbolj zdravo za človeka. IR toplota nekdaj obstaja, sonce da IR toploto. Potem ločene peči ima zelo podoben spektr toplote, kot ima IR panel, pa krušna peč. IR toplota pač je, v bistvu vsi jo imamo in to je najbolj zdrava toplota. No, če je dobra za novorojenčke, potem je pa zagotovo varna, ne? Seveda. Povejte mi še nekaj, kakšne so zdaj možnosti glede oblike barv IR panelov? Niso več to samo beli, ki bodo mogoče šli na strop, ampak vidimo, da imamo pisano paleto možnosti. V posebnem postopku delamo tudi, da je lahko v bistvu panel tudi v obliki lesa,
pač kdo se želi, lahko tudi slika kot panel, ne, družinska slika. Lahko je recimo ena slika iz 2-3 panelov skupaj sestavljena. Ne. Več možnosti, tudi so stolpci, ne, kot premični panel, ne, ki ga lahko se tudi predstavlja. Potem obstajajo tudi paneli, ki je lahko kot svetilo, lahko kot zvočnik, ne. Potem tudi kot luster panel, ne. Potem ogledalo, ne, ker v bistvu v kopalnicah vse ne rosi potem. Ne. Tu je možnosti neskončno. No. Lahko sami panel poslikate, ne, če ste slikar, recimo. Ne. Tako da možnosti je ogromno. Prazno slikarsko platno in od nas je odvisno, kaj bomo dali gor. Ja, točno to.